Drage gledalke in gledalci, z menoj je Neven Borak, doktor ekonomskih znanosti in doktor znanosti iz področja zgodovine. Je avtor, soavtor in urednik številnih znanstvenih, strokovnih in publicističnih del iz ekonomije in ekonomske zgodovine. Je pa tudi veteran vojne za Slovenijo in vojna za Slovenijo bo danes tudi najina ključna tema. Doktor Borak, v kakšni vlogi ste se znašli junija 1991? Junija leta 1991 sem bil poveljnik odreda teritorialne obrambe, ki je nastal iz bataljona teritorialne obrambe, katerega poveljnik sem bil v naši brigadi, to je bila brigada Maxa Perca, ki je delovala v Mostah. Takrat, ko je bila ustanovljena narodna zaščita, je del moje enote bil prekvalificiran v odred narodne zaščite in smo skoraj nekaj več kot pol leta ilegalno delovali. Bili smo dejansko pripravljeni, no potem, ko je zadeva dozorela, so nas spet prekvalificirali v enoto teritorialne obrambe in jaz sem takrat pred osamosvojitvijo bil seznanjen z nalogo, da bom operativni poveljnik enot, ki bodo obkrožile kasarno bratstva in enotnosti v polju. Tako je, ja. Ta kasarna je potem bila preimenovana v kasarno v Franca Rozmana Staneta, potem pa v Edvarda Peperka, padlega teritorialca. Dobili smo nalogo, da blokiramo to vojašnico, čeprav mi v resnici ni bilo jasno, v čem naj bi jo blokirali. Ker ta vojašnica je bila v bistvu artilerijska vojašnica, tam so bile enote protiletalske obrambe, vsekakor ne enote, katerih naloga je bila zasedati teren ali pa ključne točke na terenu. Očitno je to tudi bila kasarna, ki ni imela praktično nobene naloge, da bi pošiljala svoje vojake na mejo, tako kot je to šlo iz drugih vojašnic. In tisto, kar me najprej presenetilo, je bilo to, da sem bil mobiliziran 2 dni pozneje, kot bi po načrtu moral biti mobiliziran. Poveljniki odredov smo bili kakšnih 10-14 dni pred razglasitvijo osamosvojitve poklicani v štab teritorialne obrambe, pokrajinski štab teritorialne obrambe, tam smo bili seznanjeni z nalogami in tudi z datumi, kdaj bodo naše enote mobilizirane. Moja enota bi morala biti mobilizirana 25. junija, se pravi dan pred osamosvojitvijo, ni bila. 26. junija je na splošno presenečenje vseh, tudi naših vojskovodij, tipa Janša in Bavčar, je vojska šla na meje. In to je bilo presenečenje za vse. Moja enota je bila mobilizirana 27. in tu sem doživel drugo presenečenje. Mobilizacijsko mesto je bilo isto kot vsa leta prejšnjega vzpostavljanja teritorialne obrambe in vsi, ki smo malček vojaškega šolanja imeli, vemo, da so enote najbolj ranljive takrat, ko se mobilizirajo. Ko so nepopolne, niso še popolnoma oborožene in takrat jih je najlažje razgnati. Nad našim mobilizacijskim mestom so preletali helikopterji, ki so očitno nekaj prevažali v vojašnico in iz vojašnice. Z nekaj streli v zrak bi nas razgnali. Pa niso. In to mi je dalo misliti, v bistvu, da dejansko ali sami niso pričakovali, da bo do mobilizacije prišlo, ali preprosto niso imeli ukaza, da kakorkoli delujejo proti teritorialni obrambi. In to se mi zdi, da je nekaj, kar je pozneje prišlo večkrat do izraza tudi na našem mestu. No, zgodilo se je to, 27. smo bili mobilizirani, 28. so 3 poskusi izdanja ukazov za napad na ljubljanske vojašnice bili izdani. Tudi vi ste ga dobili? Tudi jaz sem ga dobil. Začelo se je najprej pri ljubljanski pokrajini, ko je polkovnik Butara dobil ukaz 2-krat, potem je pa prišel tudi ukaz po radio postaji do mene in jaz sem ga preveril. Kajti v vsem urjenju 3-4 leta pred temi dogodki se je v meni izoblikovalo neko stališče, da
nikoli ne smem podvomiti v ukaz. To ni pomenilo, da ga moram slepo izvrševati, ampak da moram biti prepričan, da je ukaz verodostojen. In zaradi tega sem takrat tudi preveril, kaj se s tem dogaja, kar se je pokazalo pravzaprav kot zelo pametna odločitev. Kajti vedeti morate, stanje v teritorialni obrambi po mojih izkušnjah, in govorim o izkušnjah, ker sem bil z enoto nekajkrat na vajah, od leta 1988 do leta 1991, ni bilo najbolje. Teritorialna obramba je imela pravzaprav dve skupini ljudi. Prva je bila tako imenovana stalna sestava. To so bili štabi teritorialne obrambe, mi smo pa bili rezerva. In seveda v teh prelomnih letih so štabi teritorialne obrambe non-stop delovali, oni so bili tudi moralno-politično utrjeni, motivirani, dočim pripadniki rezervne sestave, to so v glavnem bili zaposleni ljudje, poslušajte, delavci, intelektualci, kmetje, ne. Oni so pa bili izpostavljeni dnevnim poročilom. In dobro veste, da so ta dnevna poročila bila taka, da je marsikoga skrbelo, kam zadeve peljejo, marsikdo se je spraševal, kaj bo, bil je strah med ljudmi. To se je konec koncev pokazalo tudi na nekaterih vajah, kjer sem opazil, da se stopnja pijančevanja povečala. In tega se nisem znal razložiti drugače kot neko obliko samoobrambnega mehanizma. Ne. Spomnim se zadnje vaje, predno so nas upoklicali, še kmetje so nas grdo gledali, ker smo jim hodili po travi, to se še ni zgodilo. Na vseh vajah, na katerih sem bil s teritorialno obrambo, so nas kmetje vedno prijazno, lepo so nas prijeli, imeli so nas za svoje, nikoli nobenih težav, nismo mi njim ustvarjali, niti so oni kakršnokoli nezadovoljstvo kazali. Tokrat se je pa zgodilo maja 1991, tik predno je bila vpoklicana prva generacija slovenskih vojakov v učni center na Igu. Sem jaz bil z enoto takrat na Igu in poslušajte, jaz sem imel problem, da nisem mogel pijančevanja obvladati. Že ob 6. zjutraj je večji del enote bil pijan, pa to enote, ki je bila dobra, s katero sem že nekajkrat bil in tega se nisem drugače mogel... To je bilo junija... To je bilo maja 1991, predno se je... Začelo, tako je, ja. In predno so prve vojake, prve slovenske fante poslali v ta učni center. Takrat se jim nisem upal razdeliti niti ostrega streliva, kar je tisto, kar je ostalo brez pijače, oziroma niso bili pijani, tisti so morali varovati strelivo, ker če bi jim razdelil ostro strelivo, tako kar sem tudi imel, bi se brez težav zgodila po neumnosti kakšna nesreča. In to so bili vrsta takih dogodkov od leta 1988 do leta 1991 na vajah, ko sem zelo opazoval, kakšne so reakcije ljudi, da me nekako pripričalo v dejstvo, da če bo res do česa prišlo, na prvem mestu bodo potrebne hladne glave, ki se ne bodo prepustile emocijam, ki ne bodo brezglavo izvrševale nepreverjena povelja ali nesmiselna povelja, in da bo v tem primeru moja naloga to, da preprosto poskušam preprečiti kakršnokoli nepotrebno prelivanje krvi. Tu ste rekli ta nepreverjena povelja. Pred kratkim smo se pogovarjali, oziroma sem se pogovarjal z Miho Butarjem, ki ste ga že omenili. On je dobil komando, povelje, da napade vojašnice. In potem so ga odstavili. In potem je dejal, da ste vi dobili šifrirano povelje, da napadete vojašnico Moste. Da, to je bilo 28. junija, potem, ko so zjutraj od 4 dalje že dvakrat s tem poveljem poskušali preko njega iti, pa ga je zavračal, potem so pa mimo njega očitno. Ja, ampak on pravi, da je bil to povelje, ko so njega odstavili, podpisano z njegovim tajnim imenom Sonce. Kako je bilo s tem? Ja, dobili smo ga preko Radio Zveze in jaz sem ga klical. Mihata. Ja, sem ga klical in hotel sem preveriti, kaj je s tem, ker dejansko razloga tam, da bi napadali, ni bilo nobenega. Vi morate vedeti še eno stvar, to je neznano. Poglejte, 28. junij, to je praktično začetek počitnic. Ampak kdo je dal ta povelje? Ne vem, kdo ga je dal. To je do danes v bistvu nerašišena zadeva.
In vse, kar sem opazoval potem, ko je gospod Butara začel to raziskovati in v bistvu pritiskati na to, da se razčisti, ugotavljam, da preprosto obstaja molk tako glede tega povelja, kot glede povelja, ki sem ga potem 2. julija dobil. Hočem vam pojasniti še te razmere, zakaj sem ocenjeval, da ni nobene vojaške potrebe po kakršnikoli delovanju. Vojašnica je bila blokirana. Kaj to pomeni blokirana? Blokirana, bila je obkoljena z našimi enotami. Tudi voda se je odzela, pa elektrika? To ni bilo v mojih rokah, vendar mi nismo ovirali prevoza hrane in sanitetskih vozil v kasarno in iz kasarne. Ne, ampak znano je da se blokiralo tudi vodo. Ali so tudi njim zaprli to, vam moram povedati, ne vem. Skratka, to ni bilo v moji domeni. Tudi nismo imeli tam ničesar, da bi preklapljali vodo ali pa elektriko. Skratka, mi smo samo pazili, da ne bi oborožene skupine iz vojašnice šle ven. Ni bilo absolutno nobenih znakov, da se karkoli takega pojavlja in tudi nismo preprečevali, da bi jim po letališki cesti dobavljali kruh, hrano in vse tisto, kar rabijo za življenje. Istočasno smo pa imeli težave, naša enota oziroma moj štab je bil razporejen v poslovnih prostorih nekdanjega podjetja Mineral. BTC se je takrat že začel počasi preoblikovati v nekakšen trgovski center. In mi smo preprosto morali kontrolirati dostop do BTC-ja zaradi lastne varnosti. In smo kontrolirali promet in smo na eni strani zaprli prehod, tako da se lahko vozilo samo v eno smer in s tem smo izzvali nevoljo ljudi. Pripravljali so se na morje, tam so bile trgovine in zdaj pa tu eni oboroženci v uniformah nam preprečujejo, da gremo kupovati stvari za počitnice in se moramo ravnati po njihovih navodilih. Med nami in vojašnico je bila tudi tovarna Julon, kemična tovarna. Kemična tovarna je lahko zelo problematična, če pride do streljanja. Takrat se nenadzorovani procesi dogajajo. Skratka, bili smo v eni čudni situaciji, da so se ljudje okoli nas pripravljali na počitnice, mi pa tam z orožjem, do zob oboroženi, z ostrim strelivom se gremo vojakov. Tako je to bilo. Vse, kar je iz vojašnice ven prišlo, so bili po mojem spominu 4 vojaki, ki so ušli. Mi smo jih seveda prestregli, v spominu mi je ostal slovenski vojak, ki se z nami sploh ni hotel pogovarjati. Ostal mi je v spominu hrvaški vojak, pa albanski vojak, ki sta nam povedala določene zadeve o stanju v vojašnici, kar nam pravzaprav ni kaj dosti pomagalo. In ostalo mi je v spominu skoraj filmski dogodek, ko so starši enega vojaka pripeljali se pred vhod v kasarno in je njihov sin pobegnil, čez ograjo skočil v avto in so ga starši odpeljali. Od tega slovenskega vojaka, ki se ni hotel pogovarjati z nami, smo čez par dni presegli pismo. Je pisal pismo svojemu poveljniku v kasarno, upravičeval se mu je, zato ker je naredil, prosil ga je naj pozdravi vse njegove sotrpine v uniformi in da upa, ko se bo vse umirilo, da se bodo še kdaj v življenju srečali. Kar je dejansko pomenilo v bistvu, da je to, kar se je zgodilo, bil šok za njih in nič manjši šok za nas. Po pravici povedano, ne eni, ne drugi nismo bili urjeni za to, v kar so nas pahnili. In brez zadrege uporabljam besedo pahnili, ker se mi zdi, da je ta tako imenovana agresija na Slovenijo bila preprosto posledica dokaj pobalinskega prenehanja plačevanja carin v zvezni proračun. To je bil razlog, zakaj je zvezna vlada pod vodstvom Anteja Markovića poslala enote na meje, na mejne prehode. Potem je prišel ta znameniti 2. julij, kjer je prišel spet ukaz za napad na kasarno, tokrat po navadni fiksni telefonski liniji, brez kakršnekoli šifr, brez kakršnega koli pisnega delovanja, ki sem ga dejansko v tistem trenutku zelo jezno in glasno s kletvijo zavrnil.
Ampak očitno je nekdo hotel po vsej sili, da teče kri. Ja, Čim več krvi. namreč, ko je mene in še enega poveljnika povabil poveljnik, s katerim so zamenjali Miho Butaro, on je rekel, od mene zahtevajo, da napademo. V Ljubljani se ne strelja, v Ljubljani ne teče kri, to je bil očitek, vse posod se strelja, samo v Ljubljani ne. Pa sem ga vprašal, ja, kdo pa je dal to povelje. Ne? Kdo je povedal? Ja, on je rekel, ne vem, sam mene kličejo Bučar, France Bučar, Bavčar, Janša, to so bile njegove besede. Čisto možno, da je to res. In čisto možno je, da je on preprosto podlegel tem zahtevam, ne da bi po vojaško zahtevu naj mu dajo pisna povelja. A je sploh jasno, kdo je Ne, poveljeval? do danes je to neraščiščeno. Tisti dan sem jaz takoj po tem ukazu klical svojega sodelavca Bojana Ušeničnika, jaz sem takrat delal na predsedstvu, Bojan Ušeničnik je pa bil pokojni, je bil svetovalec za obrambna vprašanja. Jaz takrat sploh vedel nisem, da je on član koordinacijskega odbora. To sem ugotovil šele po covidu, ko sem se enkrat sprehajal po Prešernovi, pa sem videl tablo, na kateri so bila imena vseh članov te znamenite koordinacijske skupine. In Bojan Ušeničnik je bil član te skupine. Jaz sem ga prosil, naj preveri, kaj je s tem ukazom. Sem rekel, to ne more kar tako z neba pa v rebra. In zanimivo je, ali je on preveril, verjetno je, ampak od Dušana Pluta sem zvedel, da predsedstvo o tem ni obvestil. Ker predsedstvo je bilo vrhovni Predsedstvo je bilo vrhovni ampak je dalo poveljnik. pooblastila koordinacijski skupini, ki ste ampak ta vodila. koordinacijska skupina, oprostite, to je bila grupa Gražana, to ni bil noben generalštab, kako so delali, kaj so delali, si dejansko ne predstavljam, niso bili nikakršen, po mojem poznavanju stvari, nikakršen vojaški možganski trust. Dejansko To je niso bila bili. napisana druščina. Ena pisana druščina je bila ljudi, ki so imeli vojaške izkušnje, ljudi, ki niso imeli vojaške izkušnje, in to je verjetno ena od zadev, ki jih bo treba nekoč tudi odpreti, kaj so pravzaprav in kako so pravzaprav delovali. Zanimivo je to, da sem par dni, da sem par dni po tem povelju šel v svojo službo. Vi ste bili na predsedstvu? Na predsedstvu. Ja. Šel sem pri Milanu Kučanu. Tako je. Oziroma, takrat je bilo predsedstvo. Predsedstvo, ja. Šel sem generalnemu sekretarju predsedstva prositi ga, ne mi da naročilnico za pivo, da vsakemu svojem teritorialcu eno steklenico dam. In takrat sem spoznal tudi generala Zorca. Ja. General Zorc se je kakšen mesec pred tem demobiliziral, izstopil iz armade in je postal, zdaj ne vem, ali je bil že profesionalno ali je bil samo nominalno svetovalec predsednika predsedstva, in jaz sem o teh zadevah povedal. Poslušajte, ko sem se vrnil nazaj v službo, Bojan Ušeničnik nikoli ni povedal, kaj se je dogajalo. Nikoli mi ni rekel, poslušaj, preveril sem, naredili smo to pa to, preprosto zavladal je molk. Ampak 2. julija, kolikor se jaz spomnim, so potekala že pogajanja v Zagrebu pri prekinitvi ognja. In jaz mislim, da je ta ukaz bil izdan in se v neki glavi skuhal preprosto zaradi tega, da se dodatno olje prilije na račun teh pogajanj. Kaj so s tem hoteli doseči, ne vem. Zdaj, kaj pa je bila ta kasarna? Ta kasarna, jaz sem bil pehotni oficir, vse enote moje so bile pehotne enote, ta kasarna je bila pravzaprav topniška kasarna. Tam so bile enote protizračne obrambe. Se pravi, enote protizračne obrambe nimajo kaj proti pehoti delovati, če bi se one oglasili, bi verjetno situacija v Ljubljani potekala drugače. Tam je bil en divizion 350. raketnega polka. Jugoslavija je takrat imela samo 4 raketne polke. Ta je bil prvi in je bil slovenski, imenovali so ga tudi slovenski polk, in on je imel za nalogo seveda braniti nebo nad Slovenijo. Tam so bile enote lahkega protiletalskega polka, pa še ena protiletalska enota. Oni bi proti nam lahko
če bi jih napadli, delovali s tisto nekaj pehotnega orožja, ki so ga imeli, predvsem pa z lahkim protiletalskimi topovi, ki so jih pa tudi sneli s kolesi in obranili za delovanje v živo silo. Z raketami naših enot ne bi napadali. Tudi s protiletalskimi topovi, ki so jih imeli, naše pehote ne bi napadali. Verjetno bi streljali po drugih tarčah, če bi do česa prišlo. Sem se pa prepričal, da so imeli dejansko oni ukaz, da se odzovejo samo, če bodo napadeni. Namreč po tem ukazu jih meni prišel namestnik poveljnika kasarne in je rekel, da ga je poveljnik poslal, če se lahko dogovorimo, da bo vsak na svoji strani naredil vse, da ne bi prišlo do kakšnega incidenta. Ponavljam njegove besede. Mi smo vsi živčni, vi ste vsi živčni, je rekel, malenkost je potrebna, da nekdo živče zgubi in nekontrolirano se začne kravati. Takrat sem tudi iz njegovega pripovedovanja izvedel, da so oni vedeli, da sem ukaz zavrnil. To mi je bila uganka, ne? Kako so oni vedeli? Ali so imeli koga na naši strani, ki jih je obveščal, ali so uspeli s prisluškovanjem to ugotoviti, kajti praktično isti dan je k meni prišel tudi predsednik izvršnega sveta skupščine Moste Polje. Ne vem, nikar ne napadete. Pa sem ga gledal, pa odkot vi veste, da sem jaz dobil ukaz za napad. Pol je prišel gospod Dušan Šešok, ki je prej bil direktor Julona. Mislim, da je takrat že bil minister za finance, če se ne motim. Ne vem, nikar ne napadete. Jaz sem sam gledal, pa ljudje, od kje vi veste, da smo dobili tu ukaz za napad. Šele nekaj let pozneje se mi je posvetilo, verjetno so zvedeli zaradi groženj poveljnika vojašnice v Šentvidu, tega znamenitega takrat polkovnika Šipčiča, ki je menda zagrozil, da če bodo napadli vojašnice, da bodo streljali po Ljubljani. To je v Sarajevo se potem dogaja. Ja, on je pozneje bil poveljnik Sarajevskega Igmanskega korpusa, ki je streljal po Sarajevu. Ampak zanimivo je, da je rove okoli Sarajeva so kopali v času, ko je general Milovan Zorc bil poveljnik korpusa. To mi je sam povedal, je rekel, ko sem jaz še povjeval s korpusom, so se topniški položaji okoli Sarajeva že kopali. A ste vi sploh komu zaupali pri teh ukazih? Očitno je bilo veliko vprašanje. Veste kaj, jaz sem zaupal samo tistim častnikom teritorialne obrambe, s katerimi sem v 11 letih bivanja imel redne kontakte, ker smo bili redno na vajah. Ampak leta 1991 se je zgodila še ena zadeva, ki mi nikoli ni bila jasna. Preoblikovali so štabe teritorialne obrambe. To je preprosto pomenilo za nas v rezervni sestavi, nismo imeli več stika s častniki teritorialne obrambe, ki so bili v stalni sestavi, recimo v občinskem štabu, s katerimi smo se urili desetletja, pa še več kot to, ampak so nenadoma razformirali in preoblikovali štabe in ljubljanske kadre poslali izven Ljubljane, iz okolico so pa sem poslali kadre iz okolice, ki preprosto ljubljanskih razmer, ljubljanske situacije niso poznali, kakšne so enote in so po domače povedano čepeli v svojih štabih, nič vedeli, kaj se okoli njih dogaja. To je v veliki meri tudi ogrozilo kakršnokoli možnost učinkovitega in usklajenega delovanja. Tako da potem, ko so Miho Butaro zamenjali, je edini moj stik s kakšnim nadrednim štabom potekal preko gospoda Marjana Videtiča, ki je bil v občinskem štabu prej, ki nas je redno obiskoval, pozneje se je upokojil kot polkovnik Slovenske vojske. Tako da to je bil edini resen kontakt štabi. Tisto, kar je bilo zanimivo, je od nas nihče ni zahteval nobenih poročil. Kaj se dogaja na terenu? Tudi če bi ga spisal, ne bi vedel, komu ga dati in kaj bo ta človek s tem naredil. In mislim, da sem se najdel v podobni situaciji kot mnogi poveljniki, da so preprosto morali sami po lastni presoji sprejemati odločitve, ocenjevati razmere in delovati, kakor so v najboljši možni meri
bili sposobni. Morda bi zdaj en tak pogled na celotno dogajanje dali še, ne. Kaj je bilo leta 1991, recimo, konkreten cilj in kaj so bile pričakovanja? Ali se je ocenilo, da se bo Jugoslovanska ljudska armada kar oddala, ne, in umaknila iz Slovenije? Slovenija bo pa kar postala mednarodno priznana, pač dobili bomo mejo še s Hrvaško, ne, in bo pač samo še ena meja. Kako? Na to vprašanje ne znam odgovoriti. Moja špekulacija je verjetno ravno toliko verodostojna kot špekulacija ali razmišljanje kogarkoli drugega. Mislim, da ni bilo absolutno nobenega načrta. Mislim, da je to bila ena brezglava situacija, ki se je začela s tem, da so bili presenečeni sploh z delovanjem armade, kljub vsem govorenju, da so potem, ko je do tega tudi prišlo, precej brezglavo reagirali. O tem kaže tudi samo to dejstvo, da je edini razlog, zakaj je treba v Ljubljani streljati, to, da se v Ljubljani ne strelja vse posod pa pokane. To kaže, da zadeve v glavah ljudi niso bile popolnoma razčiščene. Kaj pa je armada hotela, ne vem. Recimo, vzemimo primer, če bi se vrh armade, oziroma Milošević, ki je takrat bil komandant v bistvu, ne, odločil za po vsaki sili ohraniti Slovenijo v Jugoslaviji. Ne. A je bil načrt kaj v tem primeru? A se bo šlo v partizane? Ne, ni bilo načrta. Najdel sem en članek v prispevku za novejšo zgodovino, ne morem se spomniti avtorja, ampak on je očitno neke intervjuje s posameznimi vodilnimi ljudje iz tistega časa delal in tisto, kar mi je ostalo v spominu, ko sem to prebral, da je Bavčar na neko vprašanje odgovoril, a so predvidevali, koliko bo trajali, je rekel, ne, to lahko traja tudi 10 let. Ampak, veste, kaj ta odgovor pomeni, si lahko razlagamo. To pomeni, da pojma niso imeli, da so sami sebe delali junake s tem podaljševanjem, ampak dejstvo je, da je potem, ko je prišlo do sklepa predsedstva SFRJ oziroma Jugoslavije, da umaknejo armado iz Slovenije, to je pa bilo tam nekje okoli 20. julija, če se spomnim, da je to tudi bilo presenečenje. Se pravi, ni bilo v bistvu nobene strategije, ni bilo nobene strategije, šlo v totalno vojno, ne? Ni bilo nobene strategije, če bi šlo v totalno vojno. Ja. Veste, to vam tudi kaže, da vse posod, kjer se je pokalo, ni bilo pripravljene nobene evakuacije civilnega prebivalstva. Tudi to me je presenetilo, kot sem rekel, BTC je bil poln. Ne? Ja. A ne streljamo in se gremo vojsko v nakupovalnem središču, čeprav je bilo v nastajanju. Sanitetskih vozil nikjer ni bilo. Prepovedi gibanja nikjer ni bilo. Ne, mislim, tu je res zanimivo, da, kot pravite, ni bilo nobene strategije, ne, ker a bi ljudje šli v dolgoletno vojskovanje samo zato, ker jim ni bilo več všeč živeti v Jugoslaviji? Dvomam, da bi. Veste, jaz si upam samo to trditi. Če bi slučajno takrat na nas šle te, kot jim jaz pravim, horde, ko so šli na Vukovar, takrat bi se saj pri nas, ki smo nosili uniforme, dejansko ta čut, da jih moramo ustaviti za vsako ceno, bil razvit. In ne bi imeli nobenih težav. Takrat bi se dejansko poenotili. Tako sem pa jaz tudi v svoji enoti videl, da ljudje niso bili prepričani, ali je vse to, kar se dogaja, zares potrebno. Veste, na mobilizacijo se je odzvalo samo 3/4 pripadnikov moje enote. Že to je bil en kazalec tega, kaj si ljudje mislijo. 25% se jih preprosto ni odzvalo mobilizaciji. Od teh, ki so prišli, sem enih tam 5 do 6% sem jih moral pustiti domov, ker so bili psihično zlomljeni. Dejansko niso igrali in preprosto sem poskrbel za to, da so jih v spremstvu spravili domov, ker bi drugače, če bi ti ljudje ostali v enoti, bi mogel za vsakega 2 imeti, ki bi morali skrbeti za njega. Ne. Že to je po moji sodbi za njih bil herojski trenutek, da so sploh prišli. Ne. Lahko bi se izognili, pa ne prišli, ampak so prišli, ampak niso mogli tega psihičnega pritiska zdržati. Ogromno psihičnega pritiska
ki je deloval na pripadnike moje enote, je izhajalo tudi iz načina komunikacije takratnega ministra za informiranje. Ljudje so imeli tranzistorje s sabo. Poslušali so te Kacinove nastope in to je pri ljudeh ustvarilo vtis, da so oni tarča vsega dogajanja. Veste, vsak se je čutil prav kot osebno, da je cilj delovanja nasprotne strani. In to je tisto, kar jih je dejansko razdelilo. Oni sploh več niso razumeli, da so del nekega kolektiva, da vendarle obstajajo določeni postopki za razne situacije, ampak preprosto vsak se je čutil, da je sam tarča vsega delovanja in s takimi ljudmi je potem težko kakorkoli v bistvu dela, zato smo jih preprosto poslali v spremstvo domov, da so jih vsaj družine sprejele cele in nepoškodovane, da smo mi ostali, ki smo bili še pri sebi, lahko sploh normalno funkcionirali. Skratka, lahko bi rekli, da smo imeli več sreče kot pameti. Ja, imeli smo več sreče kot pameti. V bistvu, še enkrat ponavljam, vse nas je presenetilo, da so 20. julija, še imam prav v spominu, v zveznem predsedstvu sklenili, da se bo armada iz Slovenije umaknila. To mi je v bistvu še en dokaz, da je to, kar se je dogajalo v začetku oziroma konec junija, po svojem bilo nepotrebno in vprašanje, če bi se to zgodilo, če bi v tej zadevi takrat odločalo predsedstvo Jugoslavije, ki je bilo vrhovni poveljnik dejansko. Odločil se je pa predsednik Zveznega izvršnega sveta. Ja. Skratka, ti dogodki okoli Ljubljane so še vedno zaviti v meglo, precejšnjo meglo, in samo zahvaljujoč prizadevanju Mihe Butare se ne dogaja, da bi ta zadeva preprosto bila pozabljena. Zakaj je tak molk, zakaj se vsi temu izogibajo, ne vem. Zanimivo je tudi to, da arhiva te koordinacijske skupine ni nikjer. V arhivu Slovenije smo iskali, ni dosegljiv. Kdo ga ima? Lansko leto sem bil na predstavitvi knjige enega svojega kolega iz teritorialne obrambe in na to predstavitev je tudi bil povabljen general Gutman. Takrat je povedal, to mi je ostalo v spominu, da tudi njemu potem po upokojitvi ni bil dovoljen dostop do arhiva na obrambnem ministrstvu, da bi zbral in pregledal določene dokumente, ki se nanašajo na delovanje teritorialne obrambe na Dolenjskem. Se pravi, če dejansko generalu Slovenske vojske ni to bilo dovoljeno, me pol preseneča, da tudi zgodovinarjem ne dovolijo dostop do teh arhivov. Kaj se skriva, ali so jih uničili, kaj se je dogajalo, ne vem. Je pa pot, da se vse te živeče ljudi, ki so bili v koordinacijski skupini, vendarle izpraša na nek način. Ja, tam sta bila vodilna Janez Janša in Bavčar. Ja, ampak bili so tudi drugi. Ja, cel kup jih je bil. Vsak bi lahko en delček resnice povedal. Simptomatično je bilo to, ker mi je Miha Butara povedal, da je tisti dan 2. julija, ker njega so potem, ko so ga zamenjali, prestavili v to koordinacijsko skupino, tam je dobil neko zadolžitev, je rekel, da je tisti dan so prostori bili popolnoma prazni, nikjer ni bilo nobenega. In pa sem jaz rekel, Miha, hočeš povedati, da so se skrili za to, da se ne ve, kdo je dal ukaz, so vsi pred tem bežali, vsi so vedeli, da je nekdo mogel dati. Je rekel čisto verjetno, da je bilo tako. Ja, dobro. Ja, najlepša hvala za ta pogovor. Ni za kaj. Če bo to pomagalo, da zvemo, kaj se v Ljubljani dogajalo. Ja, marsikaj se že ve, ne? Ja, premalo. Premalo, veste. To so zdaj samo pričevanja ljudi, ki so bili osebno prizadeti zaradi tega, kar se je dogajalo. Niso pa pričevanja ljudi, ki so bili na drugi strani. No, tam je zaslediti herojska dejanja v glavnem. Ja, tam je zaslediti herojska dejanja, sam veste kaj, jaz te heroje nisem videl. Zame so bili heroji ti, ki so oblekli uniformo teritorialne obrambe, se odzvali na mobilizacijo in pošteno odslužili svoje v tistem času. Tam je zaslediti, vsaj kar je objavljeno do zdaj, da je bila ta vojna čista kot solza.
tudi osamosvojitev ni bilo izbrisanih, ni bilo nobenih, bi rekli, zelo zaskrbljujočih ukazov. Ne? Jaz si bom drznil povedati še to, veste. Jaz mislim, da je vsaka prelita kaplja krvi v tej vojni bila kaplja preveč. Tako pri teritorialcih, kot pri vojakih. To mnenje bom sabo in prepričanje bom sabo nesel v grob. Ker glede na to, kakšni napeteži so bili takrat na oblasti in kaj vse so bili sposobni delati, ne, tudi pozneje, si upam trditi, da je škoda vsakega padlega življenja in ga ocenjujem za popolno nepotrebno dejanje, ki bi ga lahko preprečili. Večkrat sem si rekel, če bi jaz bil na mestu tistega poveljnika v Mariboru, ko so zajeli podoficirja JLA, ki je špioniral, kaj se dogaja v učnem centru. Jaz bi ga povabil na kavo. Poslušajte, kaj bi pa lahko zvedel. Učili smo se enakega načina bojevanja, formacije so bile podobne, kaj bi lahko odkril, česar ne bi tudi v pisarni pogruntal. Ampak treba je zajeti človeka, potem se veste, kaj je sledilo, so pa oni zajeli poveljnika teritorialne obrambe Maribor, polkovnika Miloševića, se je tudi pisal. Ne? In veste, takih napetih situacij je bilo odločno preveč, ne? Kot bi hotel nekdo nekomu kaj pokazati. Ampak ljudje so zaradi tega padali in po moji sodbi škoda je bilo vsakega življenja. Vse bi se dalo narediti in svoje bi dosegli tudi brez prilivanja krvi. Jaz sem glede na to, kakšne službe sem imel, bi se lahko že leta 80 znebil teritorialne obrambe. Bil sem namestnik ministra za planiranje, bil sem svetovalec predsedstva, jaz ne bi imel čisto nobenih težav doseči, da me razrešijo dolžnosti. Ampak veste, tu gre tudi za vprašanje časti. Tudi za vprašanje odgovornosti. Jaz bi lahko ravno tako se požvižgal na mobilizacijo, pa ne bi prišel. Ampak pol nikoli več ne bi mogel pogledati svojim tovarišem, s katerimi sem vsa ta leta bataljon vodil v oči, če bi jih srečal. Tako da mnogi smo šli dejansko s hladno glavo, z občutkom tega, da delamo prav in tudi željo, da bi skrajnih situacij ne bilo. Dajva zaključiti s tem, ko ste rekli, vsaka kapla krvi je bila odveč. Ja.